Akcija! Pozdravljeni nazaj na njenem kanalu. Moje ime je Ian in z mano je Katarina! Koliko časa že nismo na Džunglemu kanalu? Ja, odkar sem midva posnela video po mojem. Kaj se danes dogaja? Mi danes s Katarino snimava A Day in My Life, kakor sva ga že, če se slučajno kdo spomne, že snemala kaj? 1 leto nazaj? Mislim, da kar kakšno leto. Takrat sem jaz preživel dan, kot ga vsak dan živi Katarina. Ja? Nujno si pogledaj tisti prvi del, ker bo potem drugi del še toliko bolj zabaven. Danes pa rekla, da bom jaz Katarini pokazal, kako izgleda pa moj dan. Ian je ful bolj produktiven in ful bolj priden kot jaz. On dejansko hodi v fitness in si kuha in zdravo je, jaz pa basically jaz sem pa živim na bubble tea. Če ste pripravljeni videti, kako približno izgleda moj vsak dan, gledajte naprej in intro. Moj dan izgleda tako, da vstanem ob 8. Vsak dan vstanem ob 8, razen če imamo res ogromno dela, vstanem že ob 7. Zdaj tako, jaz vedno začnem delati takoj, ko se zbudim v postelj. Jaz bi rekel, da je to en privilegij tega, da delaš doma, da lahko delaš v postelj. A ti delaš zdaj v postelj? Ja, jaz skozi delam v postelji. Če pa ne v postelji, potem pa na kavču. To 10, potem se grem zliti, tako da mi zdaj ne bova šla delati v postelj. Ne, to smo že naredili. To smo že naredili. Si naredim zajtrk in ponavadi potem prva stvar, ki jo naredim v dnevu, je grem v fitness. A si pripravljeni, da danes se vzamem s sabo v fitness? Ja? Ja? Ja. Jaz imam osebno trenerko Stelo, s katero sem videla danes zate pripravila en trening. Midva sva zdaj prišla v fitness. Začela bova z ogrevanjem. Se pravi, da midva na en telo malo pripravila. Zdaj lahko greš tudi za ene 5-10 minut hoditi na stezo v klanec, kakor ti paše. Eni se na primer sploh ne ogrevajo, ampak grejo že takoj na uteži. Da začnejo z malo manjšim, li to, da se ogrejo, ampak ne grejo si na kolo, pa na, Dobar, v redu, fino. Lihtko, da se malo zlaufaš in da malo zašvicaš. Ni kaj pretežkega, ne? Mislim, da ne, v redu je. Moje treningi so narejeni iz 4 sklopov. Prvo imamo ogrevanje, potem imamo trening za moč, potem imamo kardio in pa na koncu imamo še mobility, se pravi raztegovanje. Danes bomo naredila vaj za čist cel tvoj telo, se pravi za noge, za roke, za hrbet, za rame, za trebuh. Daj mi povej od vseh vaj, ki si jih naredila, katera je tvoja najljubša vaja? Po mojem unek sem se dvigovala, ne vem kaj so pull-upi, ampak ne vem, če so bili pull-upi. So bili pull-upi, so bili to, ja. To zato, ker sem drugače ne moram narediti niti enega pull-upa, ampak na tej napravi pa sem naredila kar ene par in sem ful ponosna, da sem lahko to naredila. Katera vaj bi pa rekla, da te je pa najbolj utrudila? Pull-upi so me kar utrudili, oziroma zato, ker je bilo pol pull-upi in potem še veslanje. In so me pol res ful roke bolele že na koncu, ampak po mojem plank se začne kar trest. Plank je kar huda varianta. Katera vaj ti pa najmanj všeč? Po mojem utežke, jaz ne maram. Uteži, ja, nobena ne mara tistih uteži. Kakšen je bil pa občutek imeti osebno trenerko zraven? Ful dober. Meni je to ful všeč, zato ker sem drugače ful nemotivirana in mi je ful fino. Trening za moč je trajal vsega skupaj slabo urco? Ja, urco, je kar trajal eno urco, ne? Ja, se tudi. Zaradi tega, ker pač vsako vaj narediš po 3-krat, a ne? Ja. Potem smo pa zaključili trening s Stelo, ker smo ti že kar vidno utrujena. Jaz sem bil utrujen. Pa smo pa na koncu naredili še kardio. Kardio je drugače super za tiste, ki hujšajo. Naprimer, jaz kardio delam 3-krat na teden, da se čist prešvicam. To je point, da se čist prešvicaš. Ti si pač rekla, da bi rada probala štenge. Ja, jaz skozi sem gledala štenge na vseh družbenih omrežjih, na Instagramu, na TikToku, kako tamle with her booty, there on the stairs. In ja, jaz sem ful hotela predstaviti. Kako so se ti zdele? Naporne. Naporne, ja. Ja, jaz drugače sem klaustrofobična in si ful ne upam v lifte in ful hodim po štengah. Ampak tako 10 minut in pol, ko sem videla, da ne vem, sem naredila že kao koliko ene 30 teh floors na stropi. Crazy. In na koncu se je naredila mobility, to je pa raztegovanje, jaz ga tudi delam zaradi tega, ker me križ boli. In zaključila s fitnessom.
In zdaj sem nazaj doma. Kako si ti del fitness, ko overall? Ful dober, ful Kako se počutiš? Ful se dobro počutam, ful je bilo fun, ful je bila stila prijazna. Rekla je, da ful dobro dela. Ja, ful se dobro delala. Tako da bravo, evo. Tako da ponavadi vedno, kaj ko pridem z fitnessa, prva stvar grem domov in grem jest. Ti si imela mogoče malo VIP izkušnjo, zato ker sem šla kar s taksijem domov. Jaz delam še izpit za avto, ker vsi na džungli to veste. Zdaj pa čas, da greva na naslednje dejanje v mojem dnevu, to je hrana. Jaz res ful rad kuham, jaz obožujem kuhati. Jaz ful ne kuham. A res jaz ne? Ne maram kuhati, ne vem kaj je, ampak tako ne moram. Danes bom naredila avokadov toast, pa spodaj bova imela špinačo, granatno jabolko, gor bova dala lososa, pa jajčka in res se bova nažrla od tega. Tako da najbolj, da gremo v kuhno, pa da naredimo kosilo. Za avokado toast rabva lososa dimljenga, špinačo, limono, avokado. Če bo kdo to kuhal, mora biti mehak avokado, tako da ga lahko speštate. Granatno jabolko, česen, balzamični kis, jajčka še bodo. Pa kruh. Kruh nam bojo pa zdaj pripeljali, zaradi tega, ker ga je Ian pozabil kupati. Prvo spraznete granatno jabolko. Kako pa potem rekla? Spraznete avokado. Avokado dodate česen. Jaz rad dodam velik česen avokado, ker da dober okus. Potem dodate eno celo limono. Dodate sol, dodate poper. Vzamete krožnike in na krožnike posteljete z špinačo. Špinač dodate balzamični kis in pa dodate gor posprinklate granatno jabolko. Tako. Dodate sami masi z avokadom, dodate še žličko olivnega ali pa avokadovega olja in vse skupaj speštate. Dobro speštate. Ko imate to speštan, vzamete kose kruha, ki jih popečete na ognju, spredate maso po kruhu, dodate dimljenega lososa, pa dodate še jajčka in uživate. In zelo je bilo dobro. 10 od 10. Pa res, kljub temu, da je avokado toast, se boste najedli. Tako da naj vas to ne skrbi. Zdaj pa, po kosilu si bova naredila še en ritual, ki ga jaz delam čisto vsak dan in potem bo moje ljudje poznajo. Mača! In to je mača, to je zeleni čaj. Jaz, na primer, kave ne pijem, ampak pijem mačo, zaradi tega, ker je učinek še boljši, bolj te zbudi, pa tudi ful je dobro za imunski sistem in tako naprej. Zdaj gremo pa pripraviti mačo, naredila ritual, ki je prav poseben. Pol pa narediva še skincare, ker je to res pomemben del mojega dneva. Najboljši dan v dnevu je pri meni na koncu dneva, ker je čas, da naredimo nego kože. Se pravi, da ohranimo zdravo kožo, pa da ohranimo mladostno kožo čim dalj časa. To je naš point. You look incredible! Wow, goals! Zdaj moramo prvo poskrbeti za lase. Še posebej moški, zaradi tega, da bodo naši lasje ostali taki, kot so. Jih moramo malo posprejati. Masiramo pa to v korenine. To, da sprejemo po laseh, makes no sense. Mora priti v korenine. Zdaj, ko smo kožo umili, jaz rad uporabim neko esenco, da kožo pomirim, še posebej po kakšnemu britju, ker imaš rdečico, pa mazolčke, da se vse skupaj malo pomiri. Dajmo, da se pomirimo. Naprimer, jaz imam največ po licih. Kaj ti imam kod veliko? Končuka. Mi da bova dala pa še kremco za pod oči, da ne bo gubic. Pa na veke, takole krožla. Pa en life hack, če imate kremo za pod očmi, to, kar vam ostane na prstih, razmažite čez ustnice.
Zdaj pa zaključimo, vedno se zaključnega z navadno vlažilno kremo. Ok. In to je tudi zadnji korak mojega dneva, zdaj grem samo še spat. Tako da, ful ti hvala, da si preživela dan z mano. Hvala, da si me povabil. Absolutno, vse priporočam. Tako da, če bi vam tale video všeč, ga ne pozabite lajkati, dajte prosim kaj lepo komentirati. Mogoče komentirajte, kaj ne posnamemo drugič. Ja, dajte to komentirati. Pa se vidimo naslednjič. Čau! Čez pol leta! Ne, čau!